Pozdravljeni. Na vrsto je prišel letos že 46. tedenski komentar novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah in seveda, vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, navedene kot ponavadi v samem opisu. In da ne bo pomot, ko je slika v barvah, navajam tisto, kar piše v že prej citiranih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno lastno mnenje oziroma moj komentar. Kot že tolikokrat poprej, smo tudi tokrat ponovili ta poseben format tedenskega komentarja, zato se lahko kar takoj lotimo prve današnje teme. Verjetno ste zasledili, da 2 dobavitelja pogonskih sklopov zaradi prekrškov v sezoni 2023 čaka kazen. O tem smo lahko brali v raznih virih, sam navajam članek, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com 29.10. In seveda gre za, po mojem mnenju, dokaj visoko finančno kazen, ki jo bodo dobili pri Hondi in Alpinu. Gre za prekrške, ki so vezani na tisto omejitev proračuna, ki jo imajo tudi dobavitelji pogonskih sklopov. Ampak brez skrbi, ne gre za kak prekršek, ki bi določenemu dobavitelju nekako dal nekakšno tehnično prednost. Ampak gre za formalne napake, kjer dobavitelj ni oddal pravočasno vseh dokumentov, ki so jih zahtevali pri FIA. In zato je treba poudariti, da so pri Hondi dobili kazen, ki bo znašala $600,000, pri Alpinu pa nekoliko manj, samo v navednicah €400,000. Kot sem že omenil, gre za neke vrste računovodske napake, kjer Honda ni oddala točne specifikacije, zakaj so ves denar porabili, pri Alpinu pa sploh niso oddali zahtevanih dokumentov. In nekdo bi lahko dejal, da takšne pozabljivosti se morajo plačati, ampak tu marsikateri avtor se ni vprašal tistega bistvenega vprašanja. Ali je pravno formalno Honda sploh dobavitelj pogonskega sklopa v sezoni 2024 in seveda tudi oni inkriminirani 2023? Pravno formalno Honda v tem trenutku ni prisotna v Formuli 1. Namreč na njihovem mestu je Red Bull Powertrain, čeprav Honda za njih izdeluje pogonske sklope. In situacija je podobna, kot če bi, na primer, pri ekipi Haas šli preverjati Dallara ali pa Toyoto in kazen za prekršek dali njim. Dokaj pavšalno povedana zgodba, ki nam, navdušencem, verjetno ne pove vsega tistega, kar smo si želeli. Mene zanima, zakaj je Honda bila na tapeti in ne Red Bull Powertrains. Ampak, verjamem, marsikdaj slišimo posplošene poenostavljene zgodbe. Zato verjetno, ker nas nekateri imajo za izjemno lahkomiselne. Ampak pojdimo k drugi današnji temi. Ker smo že v prvem delu govorili o lahkomiselnosti nas, navdušencev, dovolite, da vam predstavim drugi primer v tokratnem komentarju. Verjamem, da mnogim izmed vas Sergio Perez ni všeč
Ne kot oseba, ampak kot voznik, ki ne dosega onih pravih rezultatov. Če gre verjeti članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu GP Blog 29.10., bo Perez zamenjan takoj po veliki nagradi São Paula. In seveda po besedah avtorja gre za ekskluzivni članek, zato verjetno mu bo marsikdo verjel. Težava je v tem, da na spletnem portalu Race Fans smo lahko dan kasneje, torej 30.10., zasledili izjavo Christiana Hornerja, kjer je dejal, da je malo verjetno, da bo Lawson zamenjal Pereza do konca letošnje sezone. In v tem primeru se lahko mi, navdušenci, zopet začnemo spraševati, kdo govori resnico. Ali ekskluzivna zgodba, ki smo jo slišali na začetku, ali pa Christian Horner, katerega so nekako povprašali po stanju v drugem viru. Zgodbe so diametralno nasprotne in le, ko bo dirke v Braziliji konec, bomo izvedeli resnico. Ampak ostaja vprašanje, zakaj lahko praktično z dnevom zamika slišimo dve nasprotujoči si zgodbi, nasprotujoči si tezi. V vsakem primeru menim, da tudi tu nekateri avtori imajo nas, navdušence, za rahlo lahkomiselne. A videli bomo, kot običajno skupaj, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh. Mi pa pojdimo k tretji današnji temi. Bo Max Verstappen na naslednji dirki za veliko nagrado kaznovan? Namreč, če gre verjeti izjavam, ki prihajajo iz strani ekipe Red Bull, bi se kaj takega lahko zgodilo, kot nam poroča spletni portal motorsport.com 28.10. Bi se lahko na veliki nagradi São Paula zgodilo tisto, kar smo mnogi navdušenci pričakovali. Namreč pri Red Bullu bi lahko Maxu Verstappenu ugradili nove komponente pogonskega sklopa, kar bi skorajda avtomatsko pomenilo kar nekaj kazenskih mest na štartnem razporedu. Spomnimo se, da Max Verstappen v zadnjih nekaj velikih nagradah ni bil hiter, ni bil tako konkurenčen, kot smo nekako pričakovali. Po drugi strani, če ima res težave z samo kilometrino na pogonskih sklopih, je lahko tudi razumljivo, zakaj Max Verstappen ni tako hiter. V samem članku smo lahko zasledili teorijo, da je imel Max Verstappen tudi nižjo končno hitrost v primerjavi s Serhijem Perezem. Čeprav drugi viri za veliko nagrado Mehike so kazali rahlo nasprotujočo si situacijo. Ampak v vsakem primeru pričakovati bi bilo, da tudi Max Verstappen bo moral ugraditi še tisti svoj zadnji komplet, ne toliko zaradi motorja z notranjim izgorevanjem, ampak zaradi drugih, ki jih ima še kar nekaj na grbi z ogromnim številom kilometrov. In spomnimo se, na veliki nagradi Mehike je imel na drugem prostem treningu težave. Ampak težave z elementom, ki je bil tako ali drugače namenjen samo tistemu petkovemu dogajanju, kjer pravzaprav zanesljivost ni bistvena. A po drugi strani nove komponente za Maxa Verstappena začeti dirko tam v ozadju lahko pomeni nov primer, ko bi lahko Lando Norris nadoknadil zaostanek. In če po eni strani si mi, navdušenci, želimo boja na progi, po drugi bi to lahko pomenilo, da se bo naslov podelil prav na koncu na zadnji dirki, kar je pravzaprav tisto, kar si vsi želimo. A videli bomo, kaj se bo v resnici zgodilo. Gre samo za govorice ali je v ozadju tudi kaj resnice. A poglejmo vsi, še kaj nas čaka v zadnjem, četrtem današnjem delu. Za konec pa še tema, ki je kot običajno malce bolj lahkotna. Čeprav bo današnja argumentacija tudi malček bolj pikra in sarkastična, a prav zaradi tega upam tudi malce bolj zanimiva.
Ustavili se bomo pri posebkih, ki nam dajejo svoje mnenje in se začeli spraševati o njihovem znanju. Nalašč bodo vse izjave pobrane z enega in istega vira, spletnega portala GPblog, in vse so bile objavljene ali 29. ali 30.10. Ampak začnimo kot običajno na začetku. Günther Steiner je 29.10. podal svoje videnje tega incidenta, kjer je Max Verstappen dobil skupaj 20 sekund pribitka, seveda zaradi prekrškov na dirki za veliko nagrado Mehike. Dejal je, da v Austinu je bilo nekaj ok, v Mehiki pa ne. O razlagi, zakaj je bil Max Verstappen kaznovan v Mehiki in ne na dirki za veliko nagrado Združenih držav Amerike, smo na dolgo in široko razpravljali v komentarju in ne mislim se vračati k temu. Ampak zanimivo je, kako je bivši odgovorni pri ekipi Haas nekako povedal svoje mnenje, brez da bi očitno prebral poročilo ali pa poznal pravila, ki vladajo v svetu Formule 1. Ampak ni še konec. Zilto van der Garde je verjetno eden izmed najbolj kontroverznih komentatorjev v svetu Formule 1. In seveda tudi on, kot običajno, je podal svoje mnenje. Objavljeno je bilo 30.10. In tu van der Garde govori o tem, da so bile kazni za Maxa prehude. Čeprav smo videli že v prej citirani analizi v samem komentarju dirke za veliko nagrado Mehike, da je bil Lando Norris tisti, ki je dobil popust in da kazni Maxa Verstappena so točno tiste, ki so določene in skladne s precedenci. Tudi van der Garde tu verjetno ne pozna tistega argumenta, o kateremu govori. In na koncu moram citirati še Juan Pabla Montoyo. Tudi on je seveda podal svoje mnenje, svoje videnje, svojo izjavo, ki je bila objavljena 30.10. In tu zanimivost, kaj ti Montoya trdi, da tista prva kazen, ki jo je dobil Max Verstappen, je bila nesporna. Seveda v čistem nasprotju z onim, kar je dejal Steiner dan prej. Ampak da drugi incident, ko je Max prehitel Landa izven proge, je bil oni, kjer bi lahko mu tudi malce pogledali skozi prste. In sam dodajam, da ukolikor bi Max vrnil pozicijo, tudi kazni ne bi dobil, ampak moje videnje, moje mnenje. Verjamem, da Juan Pablo Montoya je med vsemi tremi tisti, ki je bil na progi najbolj divji, ki ima svojo vizijo, ampak že dejstvo, da je prvi incident nekako označil kot tisti, ki je bil nesporen, je zanimiv. Namreč tako Steiner kot van der Garde sta bila tista dva, ki sta v prvem delu videla neko veliko napako, neko veliko teorijo zarote. Ampak tu se lahko začnemo spraševati, ali vir, v tem primeru GPblog, nekako hoče zanetiti neko polemiko med nami navdušenci, ali sami akteri iščejo pozornost, ali pa za mnenje sprašujejo ljudi, ki so bili v svetu Formule 1, ampak ki dobesedno ne poznajo pravil in ne poznajo osnov. Kot običajno, odgovor na to vprašanje si lahko poišče vsak sam. Mi smo tudi danes prišli do konca našega običajnega rednega komentarja novic, zato hvala za vašo pozornost in nasvidenje.